Mi zelo pogosto kar predvidevamo, da vsi poznate MBILS, oziroma naše gosta, vseeno Primož možno za začetek, da bi se nakratko predstavil. Kaj je MBILS, s čem se ukvarjajo, z verjetno neko zelo postransko stvarjo v svetu, ki je nepomembna, nek denar ali nekaj takega. Mogoče ti kaj nakratko poveš. Ja, hvala lepa za vabilo. Vesel sem, da lahko prijem tudi v Velenje. Tukaj imam eno bivšo sodelavko, ki je zelo navdušena nad MBILS-i kot takimi. Kaj pa MBILS-i so? Od 2015, ko obstajamo, smo začeli s prvo slovensko mobilno denarnico, ki nadomesti gotovino. Se pravi, vsi, ki uporabljate gotovino, morate do gotovine priti na način, da greste na bankomat odvigan, ali vam jo vrnejo na prodajnem mestu, ali pa jo dobite na bančnem šalterju. MBILS mobilna denarnica pa vam prihrani to pot in si direktno iz bančnega računa ali pa kjerkoli drugega vira prenesete to gotovino v obliki e-denarja v mobilno aplikacijo MBILS in z njo povsod plačujete. Ne, da bi uporabljali kartično infrastrukturo, za katero je treba imeti postterminal. In 2015, ko smo začeli, smo imeli enega zaposlenega pa 5 študentov. Takrat smo ponujali samo funkcionalnost plačevanja mesečnih računov. Zdaj, 2019, nas je 15 zaposlenih, kupila nas je slovenska multinacionalka Petrol. Ideja je zdaj vredna 12 milijonov evrov, ker letos smo dobili še 7,6 milijona do kapitalizacije. 15 zaposlenih in cilj je še rast, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na drugih trgih. Več bomo pa kaj... Ja, ok, če smo rekli, da delate nekaj z denarjem, pa smo rekli, da ni tako. Mislim, verjetno ne veste, ampak imamo za vas tudi nagradno igro, a ne? Primož je obljubil, on si bo izmislil eno številko od 1 do 2020, a ne, in če ugotovite, dobite 2020 evrov na račun, ampak čisto pošteno, vi povete številko in on sam reče ja, ali pa ne, če ste zadeli. Mislim, da mu lahko zaupamo, da ne bo zdaj se izmišljal. A velja ta ponudba še vedno? Ja. Glede iz kolikih je, mislim, da bi sigurno zadeli 3-4 bi morali zadeti. Mislim, da po moji oceni, po statistiki sodeč, da bi to. Ok. Dobro, rekel si, da ste zdaj pa kar nekrat del ene multinacionalke, vse se skupaj se je pa začelo, bom rekel, v času, ko verjetno, da si razlagal, kaj pomeni mobilna denarnica ali pa zakaj gotovina zdaj ni potrebno, verjetno takrat je to bilo nekaj čisto novega, revolucionarnega. Kako ste sploh, bom rekel, ekipa prišli do te ideje, da bi to ljudje potrebovali? Ja, prva ideja je bila ravno v teh mesečnih računih, ker je bilo strani izdajateljev mesečnih računov vedno težava, ko so v papirnatih položnicah pošiljali ali pa so v trajnikih pošiljali te bremenitve in vsaka od teh oblik ima določene minuse, od tega, da papirnatih ni ekološka, papir se zgubi, ni nekega pregleda, do tega, da trajniki pa nimaš vpliva, ko se ti dejansko, ne vem, ene stvari trgajo 18, ene 25, in na koncu dneva ne veš več, koliko imaš na računu. In je bila prva ideja o tem, kako vzpostaviti enostavno kontrolo, ne glede na to, pri kateri banki si, pri katerem mobilnem operaterju si, na tem, da lahko vse mesečne račune enostavno elektronsko plačaš prek enega kanala. In takrat nismo vedeli, kaj vse bomo v tem času naredili. Pot nas je pa dosem pripeljala ravno zaradi tega, ker smo delali po tako imenovani Lean Startup oziroma vitki metodi, ker smo veliko se pogovarjali z uporabniki in sem zelo vesel, da lahko prijemno tudi v tako sredino, ker tukaj ne vidim sam, da jaz govorim, ampak vidim potem tudi priložnost, da dobim direktno iz terena informacije in lahko zaradi tega, ker se slišimo, vedno tudi prilagodimo in smo ves čas na tak način delali. Konkretno na teh položnicah se je zgodilo, da smo imeli v prvih intervjujih napačno osebo in smo rekli, komu je ta aplikacija namenjena, vsem tistim, ki se selijo. Zakaj to? Je zaradi tega, ker takrat, ko se seliš, moraš vse odpovedati, pa na nov naročiti in je to super čas, da lahko preideš iz papirnatih na elektronske kanale. In smo naredili 5 intervjujev in smo ugotovili, da smo čisto temo vsekali. No in pa smo rekli, nič moramo naprej raziskovati in smo rekli, dajmo vsem tistim, ki imajo zelo malo časa, pa ki so na takih odgovornih pozicijah, preveriti, ali taka rešitev rešuje kakšen problemov. In smo šli na menedžerje srednjega pa višjega nivoja in na njih testirali koncept, ali bi bili pripravljeni investirati v to, da jim rešimo ta problem. Če odštejemo vse tiste, ki so imeli recimo na trajnikih, ta plačevanja urejena, jih je bilo ogromno takih, ki so hoteli imeti kontrolo,
pa od tega, ko smo poslušali, kako so takrat reševali stvari, da so jih dobivali še vedno v papirju, pa metali v neke škatle, pa v deske hrane, pa tako naprej, ne. Smo jih nabrali od 40 upravljenih intervjujev, skoraj vse, da so bili pripravljeni tudi iti v pilota, pa pripeljati še prijatelje. In na drugi strani smo šli do izdajateljev teh računov in smo rekli, mi imamo pa zdaj 100 kandidatov, ki bi radi na tak način plačevali mesečne položnice, a bi šli z nami v pilota. In smo potem v 2014 naredili pilotsko testiranje na tem vzorcu, 40 firm smo noter dobili. Petrol je bila že takrat ena od prvih, ki je Pavel Šker bil takrat že direktor informatike in je rekel, to je no-brainer, mi smo zdravi. Mi smo sicer vedeli, da bomo kdaj tako blizu, kot smo danes. In potem se je na tem vzorcu potestirali in se je prijel. No in potem iz teh situacij je bilo tako, da je mož plačal položnico od žene in sta si morali med sabo poračunati, ali pa starši za otroke. Ne? In prej kasneje smo morali razviti nekaj, da se je neko stanje nekje hranili in smo prišli do principa mobilne denarnice, ki je pomenil, da si na telefonsko številko lahko naložil denar. In ta denar si potem lahko uporabljal v tistem času za mesečne položnice in pa smo rekli, enkrat na mesec ali pa parkrat na mesec ni zadost, ne, treba iti na dnevno porabo, da je mogoče, da bodo te ljudje s tem denarjem še kaj počeli. In smo prišli na segment dnevnih restauracij, ki grejo ljudje na malce, ne, in smo tukaj predvidevali, da bo glavnina populacije med študenti pa mladimi. In smo bili zelo presenečeni, ker je prišla delovno aktivna populacija bolj v spredje in smo študirali, zakaj bomo tako in spet raziskovali in ugotovili, da študenti seveda imajo študentske bone in ne doplačujejo toliko veliko, medtem ko delovno aktivna populacija je pa ustreza, da lahko s telefonom hodi na malce, ne s celo denarnico, pa ne vem, čemu še vse. In smo tukaj ugotovili, da to še vedno ni zadost in smo šli še na trgovine. In smo v trgovinah vzpostavili ne samo način plačevanja z črtno kodo, da lahko na blagajni to poskeniraš, ampak da se ti cela specifikacija računa prestavi v en denarnico. Kar pomeni, da ni treba več tiskati računov, trgovcem je to všeč zaradi tega, ko je treba kakšne garancije ali pa kakšne reklamacije uveljavljati, ker vsi slipi, ki so natiskani v karticah, se sledijo zelo hitro in potem uveljavljati, kaj probite kdaj v praksi, da je kar izziv. In hkrati je to možno povezati tudi s sistemom zvestobe, da se stranki samo z eno aktivnostjo upošteva vsa boniteta, upoštevajo boljše cene izdelkov in hkrati v mikrosekundi dobi in celo specifikacijo računa in naprav plačilo. No in od tukaj naprej smo prišli še na avtomate za hrano, parkomate in prvi letos ponudili tudi Garmin Uro, s katero se da plačevati in ves čas smo šli naprej kot inovator v finančni industriji, za katero je znano, da je veliko omejitev, veliko zakonskih okvirov, skozi katere moraš iti oziroma moraš biti z njimi skladen, če se hočeš to sploh iti. In tudi banke so v določenem času se morale začeti odpreti. To je določila nova direktiva o plačilnih storitvah, sprejeta je bila ravno s tem namenom, da se banke odprejo in da se, tako kot smo videli v telekomunikacijski industriji ali elektroindustriji, da se ločita infrastruktura pa storitve in da se na koncu za uporabnike ponudi boljše storitve, bolj varne in boljšo izkušnjo in inovacije. Ok, jaz pa zdaj to eno vprašanje. Zelo lepo si povedal, tako se bere kot ena čisto navadna zgodbica, kjer je šlo vse lepo, nobenega problema, vi ste prišli po trkarek, imamo to in so si rekli, ja, super, kje ste bili do zdaj, pa dvomim, da od kje, bom rekel, ok, pri strankah ste naredili intervju, ampak od kje tudi trgovcem zaupanje, da zdaj eni, bom rekel, start-up ekipi, kar naenkrat dovolijo, bom rekel, tisto, kar jim je zelo pomembno in to je njihov denar, njihov trip. Ja, to, kar je pri nas drugače od drugih startupov, je, da nismo bili navadni garažni startup kot vsi drugi, ampak da smo se razvili v Halcomovem inkubatorju za razvoj idej, ki sem ga od 2013 vodil kot ideja manager. Poslanstvo tega inkubatorja je bilo, da smo skrbeli za razvoj idej vseh zaposlenih. In vsak zaposleni, ni važno, v katerem oddelku je bil, je lahko predlagal idejo. Ni važno, je bila ideja o produktu ali o storitvah ali o izboljšanju notranjih procesov. To idejo smo morali potem v ožjem timu preveriti, oceniti, ali je vredna nadaljnjega razvoja. In potem, če smo se odločili za nadaljnji razvoj,
smo imeli v sklopu delovnega časa možnost za tistim, ki je idejo predlagal in ostalimi strokovnimi sodelavci v določenem časovnem okviru te stvari preveriti in razviti naprej. In ker je Halkom bil znan po tem, da je pionir na področju elektronskega plačevanja in je imel več kot 75 komercialnih bank, 3 centralne banke, 10 trgov, je že sam po sebi imel neko večji odmev pri večjih podjetjih, ker so ga poznali. In so vedela, da je tukaj neka garancija na eni strani. Na drugi strani smo šli do regulatorja Banke Slovenije, še preden smo sploh obstajali kot svoje podjetje in pa dobili dovoljenje, da lahko eksperimentiramo v obliki pilota in to je bilo 2 meseca usklajevanja samo s tem. Tako da ni bilo vse tako z roscem poslano, ampak ker smo verjetno to idejo imeli vizijo na eni strani, hkrati pa smo to vizijo potrdili pri uporabnikih, smo zaradi tega nadaljevali z aktivnostmi. Ok, verjetno med nami tudi kakšen podjetnik, bomo rekel iz vsakega večjega podjetja. Zdaj, Halkom je začel to z nekim internim, dajmo temu reči, inkubatorjem. Zdaj, ti si ga vodil od leta 2013, pa zdaj, če pogledaj za nazaj, a je to bilo za Halkom kot Halkom dobro odločitev? Tudi, če bi en bil sedaj stran, so še bile druge ideje, na kateri? So bile tudi še druge ideje, da bom nekaj praktičnih primerov povedal. Kot sem rekel, naš moto je bil vsaka ideja ideja. In od idej, poleg teh, ki so bile produktne, smo imeli recimo tudi idejo, kako na pametni uri upravljati banko, oziroma kako tudi neke kliriške sisteme drugače zasnovati in tako naprej. Do tega, da je sodelavec recimo predlagal, kako bi vsi zaposleni lahko izboljšali svojo kreativnost, in je predlagal mesec kreativnosti, ki je zdaj tako, da smo imeli vsak dan začetek, pol ure namenjene eni drugačni aktivnosti, in sicer v ponedeljkih smo imeli pol ure matematike, ob torkih smo imeli logiko, ob sredah smo imeli jogo, ob četrtkih smo imeli slikanje, ob petkih smo imeli improvizacijski teater. Skratka, pol ure neke drugačne aktivnosti, ki ni pasala direktno v sam delovni proces, ker nas je zjutraj napolnila z energijo, pa pripravljeno to, da smo pripravljeni malo drugače razmišljati pa delati. In hkrati smo v tem mesecu kreativnosti ves čas merali občutje, klimo, produktivnost in usporedno naredili še tako imenovan intern startup challenge, na katerem smo dovolili, da lahko zaposleni prijavijo katerokoli idejo, ki nima veze s finančnimi storitvami. Predtem je bilo tako, da se je podpirali samo tiste ideje, ki imajo domeno znotraj tega, kar Halkom dela. In pred časom, na začetku, ko sem začel delati leta 2013, en sodelavec imel idejo o tem, kako bi lahko s Bitcoini nekaj delali. In ko smo to idejo preverjali, je takrat bil način potrjevanja, da je bil prva stopnja produktni menedžer pa ideja menedžer jaz, na drugi stopni pa je izvršen odbor direktorjev. Na drugi stopni se je zadeva ustavila, da Halkom pač po identiteti se tukaj ne vidi, in se moral jaz temu sodelavcu to na lep način dopovedati, kar sem mu tudi dopovedal. Ampak on je zelo hitro se odločil in šel drugam in vemo pač, kaj se je vmes z Bitcoini zgodilo. Meni osebno je bila to lekcija, da ljudje, ki imajo živco, ki imajo idejo, ki jih kruva ves čas, bojo na nek način šli roditi. In če jim ne boš omogočil tega prostora znotraj podjetja, v katerem so zdaj, bojo pač to šli realizirati drugam. In na osnovi tega smo šli v ta startup challenge in so poleg tega, ker sem omenil, da smo že delali, se je povečala storilnost, delali so tudi še svoje ideje in je bila zadeva zanimiva, ker izvršen odbor smo moral prepričati, da ne pošiljamo ljudi zdaj ven iz Halkoma, ker so rekli, zdaj bomo jih z odprtimi rokami odrivali ven iz podjetja, pa so rekel, ne, jih to jim moramo dati, da bojo te svoje koncepte lahko tukaj preizkusili, tudi če nimajo veze s Halkomom. In dali smo zavezo, da bo Halkom svojo infrastrukturo pa podpornim okoljem pomagal tem idejam, da se bojo realizirale. In ideje, ki so bile izbrane, so potem od teh zaposlenih še mnogo časa bili s Halkomom in bili to sploh kadri. In so dal znotraj Halkoma koristili pravno službo, računovodstvo, prijavili so podjetje na istem naslovu in koristili določene storitve našega inkubatorja s Halkom Studija.
in se je potrdil, da niso šli stran, in da so ratali tudi entuzijasti in ambasadori sistema razgledanja. Tako da v samem tem širšem sklopu je vsaka ideja reštela in cilj pa je bil dvigati to klimo inovativno v organizaciji. In to lahko naredimo samo ne na način, ker potem jaz sem usporedno kot ideja manager delal z tega področja kot magisterij, pa mogoče še to od 2013, ko sem se prijavil na Halcomov razpis, ne na LinkedInu, ne na Google, ko sem iskal, kaj je to ideja manager, ni bilo nobenega zadetka. No in 2016 sem delal magistrsko nalogo in raziskavo o tem področju in na LinkedInu je bilo 2016 146 ideja menedžerjev. In ko sem delal magistrsko, sem rekel, da bom jih kar kontaktiral in sem jih pisal, da bi jih po Skype rad intervjuval, če imajo čas. In od 146 se jih je 12 javili, en Brazilc, ena Rusinja, en Indic, 2 Američana, en Nemc, en Švicar, 3 smo bili Slovenci, Portugalci, tako zelo zanimiva mešanca ljudi in sem iz prve roke lahko primeril moje izkušnje z njimi. Hkrati sem pa tudi v Sloveniji naredil med 1156 zaposlenimi raziskavo o zrelosti inovativne kulture v podjetjih. In 15 podjetij je imel najmanj 20 zaposlenih vključenih v to raziskavo, da sem lahko postavil nek benchmark. In kar se je pokazalo je to, da recimo včasih se zgodi, da me kjera firma pokliče, pa pravi, ja, vemo, da si z njimi delal, da mi povej, koliko oni dajo nagrade za ideje, da bomo še mi dajo, pa bomo mi isto. V bistvu ni odgovor v tem, če dajo 25 evrov za eno prijavljeno idejo, da če boste vi dali v svojem podjetju tudi 25 evrov za prijavljeno idejo, da se vam bo dvigala inovativnost kar čez noč. Treba je pač izhajati iz tega, kakva je ta stopnja zrelosti in kakva je populacija zaposlenih. In tukaj je 5 profilov, kam se lahko zaposleni uvrščajo kot inovatorji. Imamo entuzijaste. Zdaj sem to, jaz vem, 3 mož povedati, dve pa ne, da se bo bolj klicali, pa rekli pridite v podjetje. Imamo entuzijaste, ki tako pokajo od idej in vejo, kako bi nek problem rešili. Potem imamo zavzete, ki so pripravljeni pomagati tem entuzijastom znotraj svojega področja, niso pa pripravljeni tvegati pa nositi odgovornost, če gre kaj narobe. Potem imamo opazovalce, ki na vse gledajo z neko distanco in se močijo vpletati v samo to situacijo. Potem imamo nezavedne, ki so v podjetju, pa ne vejo, da se karkoli dogaja na temo inoviranja, ali pa ne vejo, da obstaja kakršenkoli sistem za inovacije, ali pa jih to niti ne zanima. Potem imamo pa skeptike. Teh je najmanj, ne? Ne, teh je ponavadi več, ampak ne o konkretni vsebini ideje, ampak skeptike do tega, zakaj bi sploh vlagali v inovacije. Zakaj pa bi vlagali v inovacije, če smo že zadosti prodali ta mesec? Ali pa jaz nisem pač merjen, koliko dam idej, zakaj bi se ukvarjal s tem. Jaz sem zaključil v 4 pregrem, pa se s tem ukvarjal, zakaj bi šel v prostem času, skratka te skeptike. In potem je trik v tem, kako sestaviti ekipo, da pridobiš čim več entuzijastov, ampak v tem, kakor si rekel, pol... Ja, to je pač kliči, to je pač. Da se vrnemo nazaj, čist na začetku 100 si rekel nekih intervjujev, vse te stvari, danes verjetno imate več kot 100 uporabnikov. Ja, nazadnje, v bistvu v oktobru, mislim, da je koliko smo objavili, da smo presegali 50 000 uporabnikov, zdaj smo jih že 70 000, tako da kar lepo rastemo. Tudi po prihodkih lepo rastemo in ja, cilj je, da bi imeli break-even točko v 2021 in s tem trendom, ki ga zdaj vidimo, če bo šlo tako naprej, bomo lahko to realizirali. Seveda v tej konstelaciji s petrolom. Ok, no, tu si glede dobro. Rekel si, leta 2021 je vaš cilj break-even, kar pomeni, da boste samo zadostni in imate toliko prihodkov, da kako ena korporacija, pa če zdaj si manjše omenimo te skeptike, ki ne glede na to, kjera korporacija, te del skeptikov v vsaki korporaciji živi, gleda na to, da ima zdaj en startup, pa bo zdaj malo posplošil, ki toči minus. Ja, to je bila zelo zanimiva izkušnja. Leta 2017 sem postal direktor MBIS, predtem sem v Halcomu supportiral to podjetje, ki je imel prej, kot sem rekel, enega zaposlenega 5 študentov. In Halcom se je leta 2016 prodal Kanačanom. Kanačani so kupili Halcom, ker je bil na segmentu business to business. In MBIS, oziroma Halcom plačila so bili business to customer.
In ta nov kupec se v tem področju ni videl, tako da so bili NBC še vedno pod domeno ustanoviteljev oziroma ustanovitelja Matjaža Čadeža. Vsi smo se zavedali, da če hočemo zrasti, rabimo imeti v partnerstvu nekoga, ki je močen, ki razume in ta pogled, zakaj to delamo in hkrati tudi ima dovolj močno mrežo in kapacitete, da bi se to lahko šlo. In 2017, ko sem ratal direktor, smo se v bistvu že zelo kmalu, januarja sem ratal direktor in mislim, da februarja smo se že srečali z ekipo ljudi iz Petrola. To je bil kar lep kolektiv, 21 ljudi je prišel, kjer smo imeli prvo... Kako zelo pa na vaši strani jih je bilo 20, kaj pa vidite? Ja, nas je bilo vsega skupaj takrat 8, ne pa še to nismo bili vsi prisotni, ne, ker pač smo imeli drugačne vloge, no, in smo se seveda probali čim bolj številčno izenačiti, kako se je dalje. Kaj ste še čistilke povabili, da zraven sedijo? Ja, mislim, smo se tako nekako okoli mize posedeli, da smo bili vsi videti, kot vsi za isto mizo. Tako da to, no, in takrat sem si rekel, wow, ne, bo to uspelo, glede na to, da je Petrol ena taka velika korporacija, ki ima ogromno enih procesov in to, in v bistvu je bil kar tak zanimiv izziv, ker ne samo razmišljanje o tem, ali je kdo skeptik ali zavzet ali kakorkoli, ampak v tem, kakšno je pričakovanje tega, ki te kupuje in kakšno je pričakovanje tebe, ko hočeš biti kupljen. In mi smo si takrat predstavljali, da ja, takrat, ko nas bo Petrol kupil, bojo ognjemeti in takrat smo zmagali. In zgodilo se je decembra, da smo javno objavili, vmes je bilo pa ogromno enih usklajevanj, skrbnih pregledov, in kar je recimo v našem primeru drugače od drugih startupov, ki recimo sem se tudi z mnogimi srečnimi pogovarjali, da so iz garažnega okolja, če lahko rečem, zrasli, je to, da mi, ko smo iz Harkoma išli, iz finančne industrije, smo že zelo veliko tega DNA-ja prenesli nase, kar pomeni ogromno enih dokumentov, enih pravilnikov, enih politik, takih in drugačnih in upravljanj z tega in tako naprej. Ne. Kaj ste govorili podobni jezik? Tako da smo, recimo, da smo imeli enostavno nekako razumevanja usklajeno. In ja, in to je recimo bil en tak proces, v katerem smo se potem postavili mi naše cilje, Petrol svoje cilje in vsem je bilo v interesu na koncu dneva, da se dokažemo in da pridemo skupaj. Ne? In decembra nam je to takrat uspelo in smo tudi najavili. In potem je bilo prvo obdobje v letu 2018, kaj se je takrat spremenil. Dobil sem nadzorni odbor. To je izgledalo potem tako, da sem vsak mesec imel sejo nadzornega odbora, predtem seveda še sejo skupščine, ker sta bila naenkrat dva družbenika in prej je bil ustanovitelj dovolj seznanjen, ker je bil vedno ali pa skoraj večino časa z nami, ne, zdaj je bila ta organizacija drugačna in smo morali na redni mesečni ravni poročati. Potem takrat smo se zelo poblizu poznali s kontrolingom, ker v korporacijah brez kontrolinga danes ne gre. Ne. In mi smo na začetku imeli 3 stroškovna mesta, zdaj imamo bistveno več. Skratka, to je en kup enih takih strukturnih detajlov, ki si jih takrat niti nismo predstavljali. In v bistvu izziv je bil tudi tak, je bilo na Petrolu v ekipi toliko veliko ljudi, ne, si imel izziv na eni strani sploh ugotoviti, kdo vse je za kaj pristojen, ne. Medtem ko pri nas, ko nas je bilo tukaj malo, mi smo se zjutraj na kavi zmenili in je bilo pol pač zadeva tako 1, 2, 3 rešeno, tukaj pa vedno si potem naletel še na koga, kar si ga moral še vključiti v ta vlak, ne, kar je bilo pač nekaj čisto naravnega. Ne, in sem vesel, no, da smo šli čez te faze zaradi tega, ker smo se tudi sami potem preoblikovali v določenih procesih in razmišljanju. Zdaj, ko govorimo o Embilis, mobilni denarnici, vse te stvari, ljudje takoj povezujejo z konkurenco. Tako ko smo se že malo pogovarjali, torej number 26 oziroma N26, Revolut, pa nista sam ta dva, ampak je še ogromno zraven. Kaj dela Embilis drugačnega? Razen to, da ste Slovenci, pa za tega bi že bilo mogoče malo še imeli to denarnico, pa podpirali malo domače znanje, pa bom rekel domačo stvar. Ampak kaj je pač razlika med vami, pa bom rekel to konkurenco, ki pa vsak dan vse bolj in bolj raste?
Ja, sama fintech panoga je označena kot ena najbolj hitro rastočih panog, tako da to, da jim Revolut in Number26 in še kjeri drugi rastejo, je v bistvu skladno z lastnostmi te panoge. Mi jih ne vidimo čisto kot direktno konkurenco. Zakaj? Zaradi tega, ker gre tukaj za malo, preoblečeno kartično plačevanje. Treba se zavedati nekaj podatkov. Centralna banka in Banka Slovenije je bila tako to vključena, se je v 2017 izvajala raziskava o uporabi gotovine na prodajnih mestih po celi Evropi. In pokazalo se je, da je po številu transakcij in po volumnu delež gotovine še vedno ogromen. Za občutek skoraj 80% številčno vseh transakcij še vedno gotovinskih in skoraj 70% je v vrednosti od vseh transakcij še vedno plačanih z gotovino. Zakaj je temu tako? V Sloveniji imamo 100,000 nekaj prodajnih mest, od tega jih ima cirka 35,000 možnost plačevanja s kartico, se pravi, da imajo postterminal. In ker sva govorila o Number26 in Revolutu, to plačilo lahko izvedete, če ima prodajno mesto možnost kartičnega plačevanja. Zdaj, če pogledamo, koliko jih nima te možnosti, ostane potem še vedno na koncu tem ljudem na izbiro gotovina. Razlika pri nas je pa ta, da prodajno mesto lahko samo z podpisom pogodbe zelo hitro vstopi v naš sistem, ker so nas blagajniški programi integrirali kot drugo plačilno sredstvo in ko uporabnik slika in plača račun, recimo v restauraciji ali pa pokaže barkodo, dobi celo specifikacijo računa in v bistvu sistem zvestobe je na to povezan in integracije vsega tega prek kartičnega sistema so in drage in zajetne, če hočeš en tak standard upeljati na globalni ravni, sploh, ko ima vsak trgovec ali pa vsak prodajno mesto neko svojo rešitev, je to kar ambiciozni projekt. Prednost tega nas pa je ta, da smo po lokalno specifičnih potrebah te stvari razvili in gremo na tailor-made princip. In pri nas prodajno mesto, če hoče sprejeti en izplačilo, nima nobenega stroška z nakupom posopreme, ni dodatnih stroškov za vzdrževanje te opreme, transakcije, ki so s kartičnimi plačili plačajo trgovci oziroma prodajne mesta provizije med 1,5 do 3,5% od posamezne transakcije, pri nas plačajo 0,65% od zneska nakupa, tako da pri nas je samo to edin strošek, ki ga imajo in en podpis pogodbe. In zaradi tega smo v letu in pol zrasli na več kot 1500 prodajnih mest, zdaj se bližamo že 2000. Zdaj pred kratkim, sicer še nismo na glas začeli oglaševati, je tudi tuš stopil noter, tako da in seveda vsi različni trgovci od raznih Big Bangov, Beijing centrov, garažne hiše, te stvari se zelo širijo in vsako tako in prodajnim mestom in situacijo, ki jo pokrijemo, se širi nabor in plačevanja z konkretno mobilno aplikacijo. Torej, če zdaj poenostavimo, če hočemo uporabljati Revolut ali N26, še vedno moramo imeti infrastrukturo v obliki kartice kot prodajno mesto. Če pa bom rekel, jaz sem nek zelo mali trgovec, pa mi predstavlja to preveč stroška, pa lahko z vašim. In na ta način uporabnik sam plačuje z telefonom, ne potrebuje infrastrukture za kartični sistem. Še to mogoče oba dva in Number26 in Revolut sta mišljena kot banke. Ko se v njih registrirate, ste v bistvu odprli bančni račun. Bančne račune v tujini morate prijaviti FURS-u, tako da tisti, ki tega še niste naredili, pač čim prej dajte, ker enkrat letno najmanj enkrat letno oni sporočajo organom po vseh teh povezavah, ki so že vzpostavljene podatke in da se izognete tem pritočkom, priporočam to čim prej naredite, če to še niste. Nas pa to ni potrebno, ker mi nismo banka. Mi smo mobilna denarnica, pa nas ne dobite bančnega računa. Bančni računi, kot vemo, so predmet in izvršb in vpovedov, pa nas tega. Torej, pač
vi ste te, ko bi rekel, zoken, ko daš denar noter, pa navede ljudi. V bistvu denarnica, ker svoje denarnice ne kažete nobenim drugim, kažete noter, razen pač če kakve slike kažete. Zdaj veste, pač za vse tiste stvari, ko nočete, da drugi vejo. Ambits. Malo zapet. Ok, dobro, ampak dobro, zdaj smo rekla, vi uporabljate, ampak dobro, vi tudi imate zdaj kartico, lahko tudi infrastrukturo kartično uporabljajo za prihodom Mastercarda, bom rekel, na Englis. Ampak zdaj govorimo denar. Denar je zelo občutljiva stvar in tako, ko rečeš denar, pride tu varnost. Zdaj v ekipi, ki vas je 15, verjetno imate in-house development celotnega in